Ajla, dobrodošla v novem videu, kjer bo danes vse v znamenju rdeče barve. Kot veš, prihaja Valentinovo, kjer je rdeča še posebej v ospredju, rdeče jagode, rdeče vrtnice, rdeče oblačila. Tako da bomo šli danes pogledati, kaj se rdečega dobi, da bomo kar se da redi za Valentinovo. Zdaj v preteklosti so bili zelo priljubljeni videi, kot so 24 ur jem samo hrano v takšni in takšni barvi. To ni čisto moj stil vloganja, mi smo bolj šopaholičarke, tako da bomo naredili po naše in iskale torej oblačila samo v rdeči barvi. Torej upoštev pridejo v celoti rdeče majčke, hlače in tako naprej, ali pa da ima vsaj malo rdečega vse, pa bo že v redu, bo izziv že opravljen. Tako da v sklopu današnjega videa sem danes seveda v rdečo. Tale majčka je od zadnjič in mi je toliko všeč, res je tako malo drugačna in ja, popolna za danes. Potem imam rdeče nohtke, rdečo šminko in bolj tak neutralen make-up. Jaz sem ready, da začnemo, da pogledamo, kaj se dobi kaj lepega, torej rdeči barvi. Če te takšen video zanima, pol glej naprej. Evina, lepotilnica. Pa še ena stvar, ne vem, a si opazila ali ne, ampak bila sem pri frizerju, dol sem kar precej posvetlila lase, trenutno še malo vleče rahlo na modro, ampak nič hudega. To sem želela, da res popolnoma izničem to rumeno-oranžno barvo, kar se pri blondinkah zelo rado zgodi, oziroma ko se nekaj časa ne barvaš, potem potegne malo tako na oranžno. Evo, zdaj šla pa čisto ven, tako da sem res zadovoljna. Pa eno tako oranž nego sem naredila, globinsko nego las v bistvu, tako da so zdaj veliko lepši in osveženi, kot so bili. A veste, kaj res sovražim, ko se mi zgodi, ko si sveže nalakiram nohte in potem prehiter zagrabam en predmet in tole. Šokira. Koliko danes piha, čeprav moram pa reči, da je toplo. In prva trgovina, ki jo bomo obiskali, je Emporium. V komentar mi lahko spodaj zapišeš, če sicer praznuješ praznik Valentinovo, kakšno je tvoje stališče do tega, a kaj priprava za svojega dragija oziroma drago. Moje stališče je, da si moraš ljubezen izkazovati itak vsak dan, ne glede na praznik. Valentinovo je pa samo skomercializiran praznik trgovcev, ampak vseeno je lepo dobiti isto neko vrtnico. Se mi zdi, da če ne bi nič dobile, bi bile punce kar malo užaljene. Jaz sem zato, da pač vsak dan, ne glede na praznik, vsem pa neko malenkost je vedno lepo dobiti. Rdeča preproga. Koliko so hude. GS enodelne kopalke. Wow. Vse vemo, da jih bom probala, ne? A je že prezgodaj za nakup kopalk? Čisto hude. Hude, ampak za moj okus nekoliko preveč razgaljene, ker ima res tukaj odprt, pa še brazilke so, tako da žal ne. Hvala. Lahko bi se pa pocrklala z novim rdečim perilom. Ali pa spalno srajčko. Čeprav, če si iskreno, kar se tiče teh znamk, tale je čist navadna majčka, piše gor Emporium, cena pa zih navita. 76 € praktično za navadno rdečo majco. Opažam, da ima dosti znamk že kopalke. Poletje prihaja. Srčki posod. Seksi. Tale moška srajca mi je pa čist huda. Z ene strani rdeča, z druge strani modra. Huda. Ta bunda stane 200 €. Sicer je ful huda, noro dober občutek v njej, a tudi tako lepo se prilega telesu, kljub temu, da je pa ta mucka, koliko je to mehko, ampak še zmeri 200 €. Wow, seksi. Hude. Tele pa kakšna huda oblekca, rdeča oblekca ali pa črna, pa izpade bolano. Še več rdečih bund, oziroma to je bolj taka vinska barva. Ok, to moram probati. Je taka diva jakna. Dobra stara Zara. Seveda video ne more miniti brez nje, tako da gremo zdaj le v njo. Rdeča na rdečo. V glavnem, tukaj imam eno krilo, ful je zanimivo, dejansko je prosojno. Vice čez in imaš potem lahko spodaj kakšne, ne vem, črne pajkice recimo, podaš pa to čez, pa kakšen bel topek ali pa bela majčka in zna izpadati ful dober. Na rdečo res ne izpade najboljno, ampak zanimiv okus. Edini problem, da ga nimajo v moji številki, tale je M, jaz bi pa rabila S. Ta je cute. Full cute.
Do te imam take mešane občutke, je mi všeč, je zanimiva, predvsem mi je všeč, ker ni tipična rdeča barva, malo taka vinska, ampak ja, ne vem, še razmišljam. Je pa definitivno taka zelo damska, ne vsakdanja. Ponavadi, kadar nisem ziher, a bi eno stvar kupila ali ne, je moja taktika ta, da se vprašam, zakam bi jo imela. In zdaj, ker razmišljam za tole, recimo si jo predstavljam za kakšen dejt z Ranetom, ob kakšni večeri, kozarcu vina, ali pa tudi za zvečer za kakšen sprehod in na ta način se potem lažje odločam, a ja, a ne. Znižanje zimskih puloverjev, Merry Christmas, evo, najprej bil 26, pa je bil 8, pa je bil 6, zdaj pa 4. Za drug let, če kjer pride prav. Pull&Bearu sem, nič mi ni bilo všeč, tako da gremo zdaj le pogledati še v Berško. Vreme je ful zanimivo, oblačno, sončno, skozi se spreminja. To, kar sem do zdaj pregledala, moram reči, da ni veliko rdečih stvari, kar po svoje je čuden, zato ker imam veliko trgovin že pomladansko robo, oziroma spomladansko robo, ampak očitno rdeča letos ne bo in barva, kar opažam je, da je veliko rumene, da je veliko rožnate, ta itak vsako leto spomladi, rdečo pa najdete lep kos, bo danes kar izziv. Rdeča baretka, sploh ni slabo, edino cena je manj močna, 50 €. Je pa huda, pa taka, da se lahko oblikuje na vse strani. Se vidi, da je malo bolj orank material. A veste, kam je v zadnjem času ratalo res hudo? Rutke. Enostavno, toliko lepo pridejo, toliko lahko lepo popestrijo outfit. Tukaj je lep prikaz, zakaj vse lahko porabiš, za torbico, za obroč, okrog vratu, okrog, evo, še kot zapestnico. Rdeča barva. Rdeči škornji, ok, to moram probati. So definitivno zanimivi, taki badass, ampak ne vem, če me toliko zelo prepriča, da bi jih vzela. Kakšna je pa cena? To bo odločilno. Tukaj je 60 €. Niso dragi, niso pa spet poceni. Zato je včasih dobro, da greš v shopping še s kom, da ti dejansko svetuje, ker sam nisi ziher. Jaz mislim, da sem pogledala vse, kar sem želela, v vse trgovine, katere sem hotela iti, sem šla, tako da zdaj greva domov in ti pokažem, kaj sem rdečega dobila. Jaz sem doma, kako piha zunaj, ne vem kaj danes. Tukaj imam vrečke, tako da je čas za haul. Dobila sem 3 stvari, vse imajo vse nekaj rdečega, tako da začniva kar s tole. Tole si videla, sem se odločala, a bi, a ne bi. To gre za tako oblekco, nekje do kolen, tele pikice so mi všeč. Na koncu sem jo vzela, lepa mi je, taka malo bolj elegantna, damska, čisto za pomlad, tako da bo definitivno prav prišla takoj, ko se utopli. S tem, da že zdaj bi jo po mojem lahko nosila na kakšne črne žabice, pa kakšni lušni škorenčki, tako da sem vesela, da sem jo vzela. Tale detalj mi je tudi všeč pri zapestju, ker ga tako lepo oprime. In čeprav so rokavi malo bolj taki široki, se tukaj potem zelo lepo konča. Tako da, ja, to je bila prva stvar. Potem druga je majčka. Ta mi je tudi noro lepa in predvsem taka ženstvena. Čak, to je zadnja stran, tole je prednja. V bistvu ima vse potisk takih, ne vem, so to, ne, niso vrtnice, rožice rdeče. Čipka, tako da spodaj mogoče tudi kakšna bela majčka, pa obvezno bel modrček. Malo višja, tako da v bistvu pride zapeta gor do vratu. Tam je res bila ful všeč, pa se pravim, izredno ženstven kos. Takole pa izpade tale majčka, oziroma majčka pul je to namen. Kako je lepa, se mi zdi, da tak kos, ki se ga ne bo mogla navaličati, kombiniraš pa lahko potem in na krilo in na hlače. Jaz imam zdaj sicer gor kavbojke, ampak bi šle in na bele, oziroma bolj taka bežkasta, umazana bela, ali pa rdeča, črna, skratka, veliko kombinacij. Poj pa še tretja stvar, tama pa v bistvu je roza in rdeča, ti dve barvi naj bi se v osnovi tepli, ampak meni na te oblekci res noro dobro funkcionirata. Kako je lepa. Evo, tole je sprednji del oblekice, gumbki na kratke rokave, pa taka izredno dolga, pride praktično čisto do tal, ima tudi tukaj en razpork, pa tlele še na tej strani. Zdajle ni najboljša barva, ker je zdajle že noč, ko sem prišla domov, ampak čisto za občutek, kako zgleda. V živo so tele barve še malo bolj močne. Kako se ne bi veselil pomladi s to lepo oblekico. Sicer blago je tako, ga bo treba zelo čuvati, da ne bom z nohti kaj zapela, ker imam občutek, da bi se zelo hitro strgal, ampak čisto pomladna, tudi izredno ženstvena.
tako da se veselim pomladi. In to je bil moj haul z rdečimi oblačili. Meni so definitivno všeč taki tematski videi, kjer potem v bistvu opazim oblačila, ki jih prej niti ne bi poskusila. Evo, tipično takšen primer je s tole obleko. Dvomim, da bi jo probala, če ne bi pač imele tako zastavljen današnjega videa. Na koncu me oblekla, mi je bilo všeč in zdaj lastim nova rdeča oblekca. Tako da zapiš mi spodaj v komentar, katero barvo naj, oziroma v kateri barvi naj nakupujemo naslednjič. Če naj bo to črna, zelena, roza barva je res ogromen, kar pomeni, da sledi tudi ogromno takšnih videov. Ne vem, če glih takoj že naslednji, ampak jaz jih tako potem razporejam, da je zanimivo na mojem kanalu, tako da ljudno vabljena, da zapišeš, torej v kateri barvi naj nakupujemo naslednjič. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, stisnite rdeč kvadratek, naroči se in zraven zvonček, da te obvesti, ko pride nov video. In ne mi pozabiti slediti tudi na Instagramu, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Lepo se mejte in veselo Valentinovo. Čau, čau!